Nogometna Martinova nedelja se je v Ljudskem vrtu začela s spoštljivo gesto, dokler so igralci obeh moštev že čakali na začetni sodniški žvižg, je celotna klop Aluminija s strokovnim štabom pristopila k mariborski in čestitala za vse uspehe na evropskem prizorišču. Toda, z Evrope so nogometaši v vijoličastem zbrano spet usmerili misli k domačem prvenstvu in se lotili novega poglavja. Da je bilo več svežine, je Darko Milanič v primerjavi z dvobojem v Londonu uvrstil v začetno enajsterico 6 novih obrazov in vse se je šlo po načrtih. Tri točke so bile danes izredno pomembne in to smo dosegli. Ni bilo načrtno, smo štartali v tekmo dobro, kot sem rekel, imeli popolno dominacijo, vendar v trenutku, ko več posesti in dinamike ne uspeš imeti v igri, to je pa posledica tega, da je za nami kar nekaj težkih tekem v tem obdobju, potem prepustiš nekaj tudi nasprotniku, vendar priložnosti z njihove strani ni bilo veliko. Znali smo odigrati tudi v trenutku, ko smo malce utrujeni na 3 točke in to je zelo pomembno. Prva priložnost za Maribor že v 3. minuti. Na levi strani sta kombinirala Mezga in Viler, po njegovem predložku do udarca z glavo Komazec, žoga pa ob vratnici. Ob novem poskusu do udarca Ibrahimi. Odločil se je za zaključek z desno nogo, a je Murko uspel ukrotiti udarec. V 3. poskusu pa gol. Ibrahimi je bil neustavljiv med prodorom ob levi stranski črti, natančno podal kazenski prostor, kjer je Ploj z glavo spretno zabil žogo v mrežo. To je njegov zadetek številka 6 v letošnjem prvenstvu. Ja, vesel sem, da izkoriščam priložnost, upam, da bom šlo nadalje tako. Vsaka minuto, ki jo dobim, sem zelo srečen. Gostje so ostali v podrejenem položaju. Čeprav z željo po ofenzivnejši igri so domača vrata v prvem polčasu resneje ogrozili le enkrat, ko je Rešek prišel z leve strani v kazenski prostor in imel obetavno situacijo za udarec, z odličnim posredovanjem pa se je izkazal Handanović. Do odmora je bilo na drugi strani že dovolj časa za povišanje vodstva. Zadel je še drugi član tokratne napadalne naveze s spretnim odzivom pred golom. Velik del naloge je opravil Mezga z uporabnim predložkom v nevarno območje in Komazec je potisnil žogo mimo gostujočega vratarja v mrežo. Jako sam srećan zbog mene i zbog Ploja, jer jako je bitno zbog samopouzdanja, zbog svega da postižemo u kontinuitetu golove. Jer ipak imamo dosta tekmi i Maribor ima, ovo je dokaz da Maribor ima 20-25 igrača koji su uvijek spremni da igraju, da su u ekipi, tako da to je naša prednost naspram ostalih protivnika. 2:0 iz prvega polčasa je napovedovalo mirno nadaljevanje tekme in ob številnih obetavnih situacijah bi se mreža Aluminija lahko zatresla še kdaj. Ko je Kašnik s prekrškom ustavil Ploja pred kazenskim prostorom in si prislužil rumeni karton, je vlogo izvajalca prostega strela je prevzel Ibrahimi. Dobro odmerjen udarec in žoga tik ob vratnici. Vmes so si priborili nekaj več prostora na igrišču tudi gostje. Rešek je v tej akciji podal kazenski prostor do Kureža, prvi strelec lige pa ni povečal strelskega izkupička. Potem pa je bila žoga spet več v posesti ekipe v vijoličastem. Mezga je po uspešni akciji podal kazenski prostor do Ibrahimija, ob njegovem poskusu obramba Murka, kot napoved živahnega zaključnega dela tekme. Veliko se je še dogajalo, ekipi sta izcisnili še dovolj moči v ustvarjalne namene. Tavares je takoj po vstopu v igro podal Ploju, ki je v pravočasnem otekanju popeljal žogo po kazenskem prostoru, preigral tudi vratarja. Čakalo se je, da poskrbi še za zaključek, a se mu je Murko vrgel pod noge in žogo ujel. V 76. minuti je bilo dvakrat nevarno pred golom Aluminija. Najprej sta akcijo izpeljala Cvjanović in Ploj,
ki se je v kazenskem prostoru odločil za podajo po tleh in udarec Cvijanovića je ukrotil vratar Murko. Takoj zatem Cvijanović v vlogi podajalca z leve strani pred gol do Tavaresa, ki je uspel sprejeti žogo, ni pa se išlo pri preigravanju in zaključku. V končnici minute tudi za Berića, ki je po nizu nastopov dobil premor in strelec v obeh dvobojih proti Tottenhamu ni potreboval veliko časa in prostora, da bi skoraj spet zatresel mrežo. Pozorno je spremljal, ko se je Bingo lotil izbijanja žoge, ki jo je pričakoval Tavares. Berić je s hitrim odzivom potisnil žogo proti mreži, pritekel pa je Murko in še uspel pred golovo črto izbiti v kot, tako da se je namesto 3-0 končalo 2-1. Tik pred zaključnim sodniškim žvižgom namreč zadetek na drugi strani, ki pa ni več vplival na razplet. Prosti strel je izvajal Režonja, Bingo pa je z glavo uspel usmeriti žogo v mrežo. Tudi drugi obračun z najbližjim prvoligašem soseščine se je končal zmago favorita in zdaj lahko v dneh, ko bo na treningih manjkala cela falanga reprezentantov vijoličastem, dobi moštvo nekaj prostih ur za obnovo moči. Naslednja tekma bo v soboto v Novi Gorici.